Dobro večer, prav lepo pozdravljeni. Ponovno smo tukaj pri Bourbonih danes, ampak za uvod pa nekaj malo drugačnega. In sicer bi se rad dotaknil kulture, bolje rečeno sociologijo kulture, preden pridemo na Bourbone. Ker naš predavatelj je v resnici pravi sogovornik za to. Poleg umetnostne zgodovine je Damjan Sova tudi sociolog kulture. In da bi to malo osvetlili, bi vas povabil, da se za začetek preselimo v Kanalsko dolino. Ukve letos praznujejo 25-letnico neprekinjenega delovanja slovenskega kulturnega središča Planika. Frances Tele je pred 20 leti fotografiral življenje na Ukovški planini. A lahko prosim za slajde? Tukaj je nekaj utrinkov, mogoče še ne 2, 3. Še enega, tako planina izgleda. Je pa to bolj za ilustracijo samo, ker se pogovarjamo v resnici o tem, kakšno je bilo življenje takrat, recimo pred 20 leti smo videli, pa danes, pa kakšno je bilo življenje v resnici tudi v Franciji, recimo začetek 18. stoletja. Poznamo, da se vse spreminja, da se kulturno in socialno okolje menja. Prav gotovo je bil poljedelstvo tudi v srednjem veku eden od glavnih virov preživetja. In imam en tako vprašanje za našega predavatelja pripravljen, in sicer bi ga rad vprašal, da kakšna je bila v resnici ta sociologija kulture v tem obdobju, ker ni tako daleč nazaj, če 300 let, tako, Ja, letos smo res agresivni okoli tega. In imate kakšen komentar? Izvolite. Hvala lepa za tole izhodišče. Dober večer vsem skupaj. Damjan Sova je moje ime in bom danes skupaj z vami spet šel za nekaj stoletij nazaj. Sicer pa se vam bo naslednjič potem 15. novembra spet pridružil moj kolega Miloš Klemen Mahorčič, ki ga danes nadomeščam, ker je v daljnih deželah. Lepo izhodišče, čeprav bi težko povezal naše doline z Francijo 18. stoletja, ampak tisto temeljno izhodišče, ki govori o tem, kako se kultura življenja vzpostavlja ali pa spreminja, je pa vendarle dano. Marsikaj se spreminja, marsikaj v materialnem smislu pa ostaja nespremenjeno. Določen način dela, tudi kmetijstva, tudi v Franciji ali pa v alpskem prostoru, vztraja in to trmasto stoletja in stoletja skoraj nespremenjeno. Tisto, kar se spomnite, nemara še vi ali pa vaši starši, je bilo skoraj enako, kot je bilo 200-300 let nazaj. Mogoče z manjšimi spremembami. Velike skoke, ta materialna kultura, kot pravimo temu delu, doživlja dejansko šele v zadnjem stoletju, od industrializacije dalje. Če pogledamo Francijo v 17. stoletju, pa je vendar treba omeniti en velik projekt, za katerega je zaslužena tudi ambicija takratnega kralja, našega nocojšnjega gosta, Ludvika XIV. In to je ureditev plovnih vodnih poti skozi kraljestvo. Eden od najmogočnejših njegovih projektov v tem času, poznega 17. stoletja, je kanal, s katerim je povezal več rek in s tem obali Sredozemskega morja in Atlantskega oceana. Kanal do Midi iz tega obdobja 80. let 17. stoletja je eden največjih materialnih inženirskih dosežkov v tem obdobju. Kmetijstvo pa je vztrajalo v tistih podobah, kot jih Francija pozna že stoletja od srednjega veka dalje, ko so prav v Franciji začeli z eno
tako tehnično revolucijo, ko se razvije mlinsko kolo za mletje zrnja. Vsi vemo, kako izgleda, postavljeno je po konci mlinsko kolo, voda pa potem teče preko, včasih tudi spodaj, odvisno od terena. Ampak do 14. stoletja temu ni bilo tako in je mlinsko kolo ležalo, tako da se je vrtelo vzporedno z zemljo, s tem pa je bil izkoristek vodne moči bistveno manjši. Kajti, če voda pada na pokonci postavljeno mlinsko kolo, dejansko pade na lopatico in zavrti mlinsko kolo. Medtem, če kolo leži, lahko steče mimo in se sila vode ne prenese v vrtilni moment tako intenzivno, kot v primeru pokonci stoječega mlinskega kolesa. No, in to je ena od teh srednjeveških še revolucij, ki jih poznamo v Franciji, na polju tega materialnega ali pa vsakodnevnega življenja. Pa še to, Ludvik XIV se pravzaprav nikoli ni zares zanimal za življenje nižjih slojev. Večkrat so mu želeli povedati, da ljudje trpijo, so bile lakote, bilo je pomanjkanje, bila je kriza, tudi zaradi podnebja, ki je bilo precej ostro ob koncu 17. stoletja in nekaj let pred smrtjo sončnega kralja. A njega te novice pravzaprav niso kaj preveč zanimale, še več, če se je le dalo, je obrnil pogled ali pa odšel stran, prekinil pogovor. Te teme niso bile v njegovem diapazonu, na njegovem dnevnem redu. Zakaj? Rojen je bil povsem drugje, v drugem svetu, z drugimi agendami na dnevnem redu. In tisto, kar je bilo spodaj, pod nižjim plemstvom, pod meščanstvom, je bilo daleč onkraj interesa takšnega plemstva, ki mu pripada kralj. Kraljevi otroci, tisti neposredni dediči francoskega kraljevega prestola, so bili namreč božji izbranci. In prav tu moramo začeti našo pripoved. Ludvik XIV je bil v vsem dedič svojih predhodnikov. Francoski kralj je maziljen, ne samo kronan. Je kronan v stolnici v mestu Reims, 100 km vzhodno od Pariza. Tam ga krona škof in tam nad njim potem položi tudi svete relikvije, ki so tiste, ki ga posvetijo v vladarja. S tem se zdi, kot da se sama božja roka stegne dol ali pa se približa zemlji in kralju vsakeč pač znova tistemu, ki ga mazilijo, podeli neko nadnaravno moč. Kralj je božji izbranec in kot božji izbranec ima seveda bistveno zahtevnejšo nalogo v tem simbolnem smislu, kot pa meščan obrtnik. To je že gotovo prva alineja, ki jo moramo imeti v mislih, ko govorimo o kralju. Da pa je bil Ludvik dejansko božji izbranec, pa govori tudi dejstvo, da se je rodil v zakonu njunih staršev, vi že poznate njegovega očeta, Ludvik XIII, in njegove matere Ane Avstrijske šele po 23 letih zakona. Zato je bil zares pravi Dieu donné, kot pravijo Francozi, božji dar. In kot tak res na nek način znamenje, da Bog računa na dinastijo Bourbonov tudi v 17. stoletju. Ludvik XIV je simbol 17. stoletja, je simbol absolutizmu Francije, je simbol na eni strani režima, ki se bo počasi začel poslavljati, in na drugi strani je labodji spev ali pa kulminacija tega fevdalnega sistema, ki se oblikuje znotraj absolutistične države. Spodaj tule imamo znameniti izrek, ki mu ga pripisujejo. L'état c'est moi, država, to sem jaz. To bi naj izrekel tedaj, ko je prišel pred parlament v Parizu in s temi besedami naj bi želel zakoličiti svojo vlogo. Ne parlament, pač pa moja volja je tista, ki vlada. Naj pri tem takoj razjasnimo nekaj pojmov. Da je Ludvik XIV to zares izgovoril, tega dokaza nimamo, to so pozneje začeli govoriti. Pa, ko govorimo o pariškem parlamentu, moramo vedeti, da ta izraz v Franciji 18. stoletja ne pomeni enake inštitucije kot pri nas v sodobnem času. To ni parlament v našem smislu besede, pač pa je najboljši približek tega prevoda bi bilo sodišče. Nek
pravni aparat, administrativni, upravni, sodni aparat. Parlamente so imele tedaj vse francoske province, nekdanje še srednjeveške dežele, od Normandije gor na severu pa do Languedoca in Provence dol na jugu. Tudi v Parizu je bil. Je pa to seveda kot kapitalno mesto, ta inštitucija, to sodišče imelo seveda še toliko večji pomen. Torej, Ludvik XIV bolj kot ne živi skozi celo 17. stoletje. On je avtor izjemnega dvorca v Versailles. Kar nekaj časa se bomo zadržali nocoj tudi pri tem dvorcu, saj je ključen za razumevanje ideje, kot jo razvija Ludvik XIV glede države. Država naj bo v vsem pravzaprav oblikovana na podlagi kraljeve volje. Kraljeva in božja volja pa sta skoraj eno in isto. To je bila glavna ideja absolutnega principa. Ludvik je bil znan v svojem življenju, da se je ukvarjal z vsemi nadrobnostmi vezanimi za upravljanje države. Naj bo to vojska, naj bo ekonomija, ima sposobne svetovalce, sposobne kanclerje, bi rekli danes, a vseeno, nobena detajl, nobena podrobnost mu ne uide iz rok. O vsem se želi prepričati na lastne oči. In šele, ko to odobri, lahko to potem tudi naredijo. Pa naj bo to nekaj oprijemljivega v smislu arhitekture ali pa nekaj povsem upravnega, pravnega. Tukaj na tej sliki vidimo dva, torej zakonski par, ki jo že dobro poznate z prejšnjih predavanj, Ludvik XIII na levi in žena Ana Avstrijska na desni strani. Oba sta bila rojena na pragu 17. stoletja. Ana Avstrijska je sicer prihajala iz Španije, gre za predstavnico španske veje Habsburžanov in ta trikotnik med Madridom, Dunajem in tudi Parizom je kar nekaj časa skrbel za izmenjavo nevest. Zato seveda so si bili vsi bolj kot ne v sorodstvu. Tolikokrat se je bil Ludvik XIV spopadal s svojo okolico, še posebej s cesarjem z Dunaja, ki pa je bil tako ali tako njegov bratranec. Pa bratranca je imel čez na angleškem oziroma na škotskem, to je bil Jakob, in še bi lahko naštevali. Vse, kar se je dogajalo, in tukaj bi to veljalo znova poudariti, se je dogajalo znotraj tega vesolja visokega plemstva ali pa celo sorodstva, visokega sorodstva. Od tu pa potem dol do spodnjih plasti družbe pa je, kot lahko že na prvi pogled zaslutimo, zelo daleč. Ana Avstrijska postane mama, kot rečeno, šele po 23 letih zakona. In tukaj je ena od zgodnejših slik, ki prikazuje malega Ludvika. Ludvik XIV je bil star 5 let, ko mu je umrl oče. Torej oče umre leta 1643, Ludvik je bil tedaj star 5 let. Tukaj je znana ena zelo zanimiva anekdota, ki izhaja iz časa, ko je njegov oče ležal na smrtni postelji. Pa je prišel k njemu mali fantič, star 5 let. Ludvik XIII vpraša, kdo je? Ta mali odgovori, Ludvik XIV. Pa je rekel oče, ne še, sin moj, ne še. A je bilo že čez nekaj dni. Ludvik XIV je vladar s praktično najdaljšo zgodovino vladanja, kar jih poznamo v teh po arhivih dostopnih verih. Zdaj pravkar umrla angleška kraljica Elizabeta II. Je bila na prestolu 70 let. Ludvik XIV 72 let, ampak s pomembnim pridatkom. Ludvik XIV je postal kralj pri 5 letih. Povsem pravno formalno. Seveda pa pri 5 letih še ni mogel vladati. Zato je vladala v njegovem imenu njegova mama, Ana Avstrijska. Tukaj vidimo še njegovega bratca, nekaj let mlajši, Filip Orleanski, rahlo v senci je potem pozneje tudi sicer živel na Versajskem dvorcu, a bil povsem drugačnega testa kot njegov kraljevski brat. Ni izžareval tiste odločnosti, bil je sicer prijazen, radi so ga imeli, a vendarle je bil ena druga linija, povsem druga narava. In to sta bila dva bratca te družine.
nosilca te slavne dediščine francoske kraljevine, ki se vleče, če hočete, od Karla Velikega dalje. Ana Avstrijska leta 1643 po smrti Ludvika XIII. Tako prevzame vajeti v smislu regentke v svoje roke. Ženske, kot ste tudi že na predavanju slišali, so imele vendarle v tej visoki družbi sorazmerno visok vpliv, ne v formalnem smislu besede, pač pa v tistem iz ozadja. Tudi recimo stara mama od Ludvika XIV., vsem dobro znana Katarina Medičejska, je bila prav tako regentka Ludviku XIII. V času njegove mladoletnosti. Odločna ženska, kot je bila, je znatno vplivala na politiko francoske države. Tudi Ana Avstrijska je imela to pomembno vlogo, a ni bila sama. Že Ludvik XIII. Je ob sebi imel pomembnega moža, kardinala Mazarana, ki ni bil samo kardinal, pač pa je bil tudi izurjen v pravu, v administraciji, v vseh za državo pomembnih detajlih. Kardinal Mazarin je postal tudi prvi svetovalec še otroškega malega kralja Ludvika XIV. Pri 5 letih. Potem nekako še skoraj 20 let skupaj z Ano Avstrijsko sooblikuje francosko državo. Lahko bi rekli, da med Ludvikovim 5. in 25. letom delujeta ti dve osebi. Ana Avstrijska, njegova mati, in kardinal Mazarin, predsednik vlade, bi lahko danes skoraj da tako ga imenovali. Menda pa je njuna vest, tako pravijo zlobni jeziki in opravljivci, ki jih pozneje na Versaju nikoli ni manjkalo, da sta imela vest še nekoliko močnejšo, intimnejšo. Nemara je z te zveze prišel tudi kakšen otrok, ampak o tem se samo govori. Vljudno je bilo, da ko ste prišli v Versaj in ste začeli se pogovarjati, ste začeli svoj pogovor s tem: slišal sem, govori se. Ne vem, ne videl sem, ampak pravijo, govori se. In s tem so se začele valiti govorice. Saj danes ni bistveno drugače. Ne? Kardinal Mazarin po svoji smrti, pravijo, pusti bogato dediščino sedaj že polnoletnemu kralju. Torej, Ludvik je bil potem kronan nekako, se pravi, pri 14-15 letih, 1654, s tem je dosegal polnoletnost, tudi njega kot njegove prednike kronajo v Remsu. No in pravijo, da mu zapusti marsikaj. Urejeno državo, dobro podlago, finance, ki so bile za silo pokrpane, čeprav se država ves čas, bi rekel, slalomera med dobrimi in slabimi leti in bankrotom, zakaj bomo videli pozneje, zaradi številnih vojn, ki so se bile odvijale v tem času. Zapusti pa mu eno zelo dobro dediščino, to pa je potem njegov naslednik Jean-Baptiste Colbert, en predsednik vlade, ki je pol stoletja praktično vztrajal ob Ludvikovi strani. Več o tem seveda v nadaljevanju. Zelo pomembna prelomnica v življenju mladega Ludvika so bile zunanje zadeve. Predstavljati si moramo, da kralj v tem času pomeni, da je na nek način odgovoren, in to osebno, saj se skozi njega pretaka Božja milost, za stabilnost države, za tisto, kar se tam odvija. Je pa odgovoren tudi za zunanjo politiko. V tem času je v Evropi v času Ludvikovega otroštva divjala 30-letna vojna, ki se začne v srednji Evropi na relaciji med Prago in Dunajem, in je bila prvič konflikt med Dunajem in Prago, ko se praški mestni stanovi, meščani niso želeli ukloniti dunajskemu vladnemu obroču, bi rekli temu, hkrati pa potem postane to tudi ena taka kataklizma med severom in jugom, kjer se razčiščujejo elementi med protestantizmom in katolicizmom na severu in na jugu. Torej, to je bila glavni povod za 30-letno vojno, ki pa se potem, kot vsaka vojna, kot vemo, tudi iz zgodovine ali pa z našega obdobja, spremeni v osvajalno vojno. In Francozi so tukaj bili, to je zelo zanimivo,
na obeh poljih. Francija je bila katoliška država, Francija ima nekaj najpomembnejših svetnikov, francoski kralj je Maziljen, ritual je pomemben. Torej, kljub temu, da se tam širi reformacija v 16. stoletju, pa je uradna doktrina bila katolištvo. In to kljub temu, da je že eden od prednikov Ludvika XIV., to je bil Henrik IV., konec 16. stoletja sprejel edikt, Nantski tolerančni edikt, po katerem je bilo mogoče, da so protestanti imeli svoje bogoslužje povsem legalno tudi v Franciji. A to je bil samo za vzorec. To se je tudi končalo v času Ludvika XIV. Ne glede na to, čeprav so bili Francozi, vsaj v najvišjih vrhovih katoliški, pa podprejo Švede, ki so bili protestanti. In to samo zato, da bi ošibili moč Avstrije, ki je bila njihov veliki rival v Evropi. Pa ne samo v centru Evrope, pač pa tudi v Španiji. Pred letom 1700, vemo, govorimo o dveh vejah Habsburžanov, avstrijski in španski. In Francozi so se ob tem, v času Ludvika XIV., tako seveda počutili precej nelagodno, saj so bili nekako v nekem habsburškem primežu, če so bili tako na španskem kot na cesarskem dvoru. Vestfalski mir, katerega prizor vidimo na tem posnetku, je leta 1648 končal 30-letno vojno, ki se je večinoma bojevala na tleh današnje srednje in južne Nemčije, tudi na Češkem seveda, skratka v centralni Evropi. Tudi naši kraji ji niso povsem pobegnili, da si ravno se bitke ne dogajajo pri nas. Je pa naša dežela, dežela Kranjska ali pa območje današnje Slovenije, bilo neko zaledno območje, odkoder so rekrutirali vojake. In potem se zgodi, pred kratkim je prišlo to na dan, da sta se dva bratranca srečala nekje v Nemčiji. Videla se nista že 10 let in pol, tam pa sta se spoznala. En je bil na eni, drugi je bil na drugi strani. Take zanimive zgodbe so se potem bile odvijale. Vestfalski mir pomeni, da se Evropa sedaj na nek način umiri, ampak samo za nekaj časa. Za Vestfalski mir pravimo, da predstavlja enega od temeljev tudi poznejših držav, nacionalnih držav 19. stoletja, v smislu, to so se tedaj velesile med seboj dogovorile, da se država nima pravice vtikati v notranje zadeve druge države. To se pravi, govorimo o nekih mejah v smislu, da meje počasi postajajo nedotakljive in interne državne zadeve postanejo interne stvari posamezne države. Ampak to je bilo bolj v teoriji kot v praksi. Tukaj le vidimo en pogled na zemljevid Evrope sredi 17. stoletja. Francosko kraljestvo, pa cesarstvo na vzhodni strani in pa Španija na zahodni strani. Zlasti tale predel, ki ga zdaj le kažem v tem delu, v tem oskem spoju med germanskim in frankovskim, je bil vedno kamen spotike med cesarstvom na eni in Francijo na drugi strani. Gre namreč za območje nekdanje države Burgundije, ki je bila v 15. stoletju ena najbogatejših, najmočnejših držav Evrope, predvsem v tem ekonomskem smislu. In pri tem seveda moramo gledati, da na eni strani imamo jedrno Burgundijo, tam, kjer je francoska pokrajina Burgundija še danes, na drugi strani pa imamo tako imenovane spodnje dežele, spodnje burgundske dežele, oziroma Nederlands, kot pravimo danes, spodnjim deželam. To območje je bilo nekako razklano na dvoje, na protestantski sever in katoliški jug. Vse skupaj, današnja Nizozemska in Belgija in recimo delček severne Francije, pa je bilo pod nadoblastjo Španije. Saj se spomnite, Habsburžani se razširijo tja čez, ko se Maksimilijan v koncu 15. stoletja poroči z burgundsko dedinjo, ko pa gre Habsburška kri v Španijo, Burgundija postane španska provinca, ki pozneje tudi pravijo čisto enostavno španska Burgundija ali pa španske dežele, dežele španske krone. V reformaciji se seveda reformacijska misel razširi vse povsod, so se pa severne province vedno
držale zase, avtonomijo so zahtevale zase in se jim je uspelo skozi proces 30-letne vojne potem tudi formirati, a je še trajalo nekaj časa, da so potem do sredi 17. stoletja dejansko lahko oblikovali svojo državo. To so Združene province, začetek pravzaprav je to za današnjo Nizozemsko. Medtem ko spodnji, južni del, današnja Belgija, ki je tedaj na zemljevidu seveda še ni in je ne bo do 19. stoletja, pa ostane v nekaj časa španskih, pozneje pa preide v avstrijske roke. Tukaj sem se zadržal nekoliko dlje zato, ker je to eden od ključnih konfliktov, kjer se Ludvik XIV. Spopada z drugimi, zlasti s cesarjem in z njegovimi zavezniki. Saj nikomur ni ustrezalo, da bi ena velesila bila premočna. Če bi Ludviku uspelo vse skupaj zavzeti in če bi uspelo mu narediti še celo mogoče osebno, oziroma pravimo personalno unijo med dvema kronama, to bomo videli pozneje, potem bi tukaj na zahodni strani lahko, teoretično, nastala ena ogromna država, ki bi bila čisto premočna tako za cesarstvo, kot tudi za Anglijo. Tukaj imamo ples glavnih velesil. Anglija, cesarstvo, Francija in satelite njihovih zaveznikov. Vse skupaj pa se je v tem času izbistrilo potem tako, da se tukaj oblikujejo meje. To območje je za nekaj časa pomerjeno, a Ludvik gre sam večkrat na vojno na Nizozemsko. Zakaj tja gor? Zaradi bogatih mest. Mesta, kot so Amsterdam, Antwerpen, Bruges, Gant in tako dalje, so bila mesta, ki so bila tedaj svetovne prestolnice. Od odkritja Amerike naprej, od zlatega španskega 16. stoletja dalje, ko se začenjajo oblikovati imperialne sile, so tudi Nizozemci v 17. stoletju segali že daleč onkraj Indije na območje jugovzhodne Azije, odkoder so vozili dragocene začimbe, muškatni orešček, cimet in tako dalje. To so bile zelo drage začimbe, ki so bile praktično valute, mestoma vrednejše od samega zlata. In nizozemska mesta postajajo središče svetovne trgovine. Sredozemlja tukajle, ki ga je seveda veliko, in Benetke še vedno obstajajo, jasno, Beneška republika, ampak to ni bilo več tako pomembno kot nekoč. Težišče svetovne trgovine se je preselilo gor na severozahod Evrope. V ta trikotnik med Anglijo, nekdanjo Burgundijo, sedaj Združenimi provincami in pa konec koncev tudi severno evropsko obalo. Pa jasno, na drugi strani ne smemo pozabiti kolonij. Ludvik XIV. Je bil znotraj ekonomske politike gotovo nekdo, ki je razumel in tudi podpiral merkantilistično politiko. V osnovi to pomeni, da greš v kolonijo, tam praktično zastonj dobiš in delovno silo, in surovine, in plemenite kovine. To pripelješ nazaj, tukaj predelaš v kvalitetne izdelke in drago prodaš. V resnici izkoriščaš resurse kolonije. To je ena taka kapitalna značilnost merkantilizma. In Evropa sredi 17. stoletja je tudi Evropa že teh imperialnih, kolonialnih, bolje rečeno, velesil. In ta del, košček Evrope, ki je bil že od renesanse, od 15. stoletja dalje najbogatejši, je tako bil ključ za razumevanje vse te evropske politike in igr okoli vojn, ki se odvijajo na tem delu zaradi tega koščka Evrope. Leta 1654 je bil Ludvik XIV. Kronan. Mlad fant je, tukaj vidite njegov kronanski ali pa umestitveni portret. Celo serijo Ludvikovih portretov poznamo seveda skozi zgodovino, tisti, ki smo ga videli na naslovnici, je samo najbolj znan. In tole je stolnica v Remsu. Ena najpomembnejših gotskih stolnic v Franciji je to, kjer so francoski kralji kronani. To je ritual, ki je še srednjeveški, tako kot je srednjeveški tudi ritual pokopa francoskih kraljev v Opatijski cerkvi Saint-Denis, severno od Pariza, oziroma danes je to del Pariza. Že tukaj ga vidimo oblečenega v najsijajnejšo kraljevsko oblačilo, ampak njegov čas pravzaprav šele prihaja.
Prej sem že omenil, da je kardinal Mazarin, potem ko je začetka 60-ih umrl, marsikaj zapustil francoskemu kralju Ludviku XIV. Tisto pa, kar je pa zares bila prava dediščina, to pa je bil bister inteligentnega Jeana Baptista Colberta, ki ga tule vidimo na tele sliki. Bil je praktično vse, predsednik vlade, skrbel je za finance, skrbel za promet, bil je utemeljitelj mornarice francoske kraljevine. Ne, da bi ladij prej ne imeli, ampak pomnožile so se v času Colbertovega mandata, ki je trajal desetletja. Praktično je bil ves čas z Ludvikom, ne? Več desetletij, celo kariero naredi na dvoru. Zanimivo, ne? Jugozahodno od Pariza je našel na tako lepo poljano in gozd, ko so ga očistili, in tam so potem zasadili hraste. Colbert je dejal, tukaj ni preveč vetra, hrasti bodo močni in pokončni in te hraste bo francoska nautika, torej francoska mornarica, za svoje jadrnice uporabila v 19. in 20. stoletju. Vidite, kako daleč je razmišljal Colbert. Na vse je mislil, ni pa mogel predvideti, da bodo izumili parni stroji. Ne? Sicer 100 let po njegovi smrti šele, ne? Ampak vseeno. Skratka, gledal je zelo daleč. In on je bil tisti, ki je marsikdaj z zaskrbljenostjo gledal na Ludvikovo željo po novih in novih izdatkih, zlasti tedaj, ko Ludvik XIV gradi Versailles. Potem pa seveda pride tudi čas za poroko, ki nikoli ni bila prepuščena na ključu ali pa Bog ne daj ljubezni. Med kraljevimi otroki ali pa princi je vedno veljalo, da je poroka seveda visoka državna zadeva, visok državni protokol, državna stvar, ne pa stvar posameznika. Tudi v tem primeru je seveda bilo tako, ko se je Ludvik XIV poročil svojo sestrično. Bila je to španska infantinja, Marija Terezija, ki jo tule vidimo na enem od Velasquezovih portretov. Ne, to so znane slike Diega Velasqueza, ne, ko je sliko te španske princese. Ne. Tudi ta je ena izmed njih. Pred nekaj leti je bila ta slika gostujoča na eni od razstav na Dunaju. Skratka, bila je to hči španskega kralja Filipa IV., ki je bil brat Ludvikove mame. Torej, španski kralj je bil stric Ludvika XIV., njegova nevesta in on pa sta bila bratranec in sestrična. Torej tukaj jasno ni nobenega zadržka, to je več kot zaželjeno, saj se s tem povezave med posameznimi družinami samo krepijo. Seveda pa te poroke niso bili veseli vsi, zlasti na cesarskem dvoru, še posebej pa v Angliji jih je skrbelo, kajti če imamo na eni strani recimo temu pripadnico španske kraljeve hiše, na drugi strani pa dediča francoske krone, bi se lahko zgodilo, da bi nekoč njun potomec bil vladar obeh dežel, da bi prišlo do personalne unije med Španijo in Francijo in s tem bi nastala neka super država po velikosti, pomenu, kolonijah, ki jih obvladuje po celem svetu, vojaški moči in tako dalje. To se seveda ni nikoli zgodilo. Ludvik XIV ima seveda več otrok, kakšnih 17, nekaj takega. Niso vsi znani, nekaj jih je bilo tudi z ženo Marijo Terezijo, tukaj jo vidimo s sinom, to bo potem prihodnji prestolonaslednik, ki pa ne bo nikoli doživel prestola. Je pa seveda Ludvik znan potem, če se zdaj nekoliko premaknemo z tega političnega za nekaj časa na to bolj prijetno življenjsko področje. Znan je bil potem, da je imel zelo rad gospe, ženske. Tukaj je bil velik občudovalec. In tako kot se je, to je čisto resno rečemo, spodobilo za francoskega vladarja, v veliki meri to pooseblja Ludvik XIV. Imel je več ljubic, uradnih, in tukaj je bila prva njegova uradna metresa Louise de la Vallière, ki je imela z njim 2 sina, enega potem poviša v vojvoda de Maine,
ki je bil njegov najljubši otrok, najljubši sin. Ludvik XIV. Je bil v tem duhu precej, bi rekli, pošten, se je legitimiral oziroma priznal več svojih sicer izven zakonskih otrok. Louise de la Vallière je bila ena od lepotic znotraj Versajskega dvora. To smo zdaj že v tem obdobju, ko se Versailles gradi, ko postaja palača vedno večja, ko postaja center francoske države in ne samo rezidenca bourbonskega vladarja. Je pa seveda bilo tako, da je kraljica vedno nastopala v uradnih dolžnostih, čim je bilo nekaj neformalnega, banket, sprejem ali pa vsakodnevne družabne obveznosti, ki so bile del Versajskega dvora, pa je ob kralju, bi rekli, kraljevala njegova metresa, uradno priznana ljubica. Gre za to, da je tukaj moč najti še kakšen zelo arhaičen ostanek nekdanjih ritualov plodnosti, v smislu kralj, ki ima veliko otrok, pa ne bodo priznani ali pa zakonski ali pa izvenzakonski, pooseblja moč države. Ne samo svojo, pač pa tudi moč države. V tem je, bi rekli temu, tolerančen pogled na ta običaj, ki je del ne samo francoskega dvora v tem času. A se je potem že zelo kmalu zgodilo, da se je kralj zagledal v še eno nekoliko lepšo, bi rekli, z besedami Ludvika XIV. Lepotico Françoise Athénée oziroma markiza Montespan. Madame de Montespan je odigrala ključno vlogo v njegovem življenju. In s tem se je začelo tudi nekaj, bi rekli temu, spreminjati tudi v samem Ludviku, ki je bil radoživ, ki je bil vedno družaben. Vsak večer, to bomo še pozneje pri Versailles rekli, so se bile odvijale gledališke predstave, koncerti, kamor so morali prihajati njegovi najožji plemiči. To je tudi ena od značilnosti Ludvikovega absolutizma. In Ludvik je žarel pri svoji dragi trenutni izbranki. Madame de Montespan je rodila kar 7 njegovih otrok. S tem, da, to je zelo pomemben podatek, ko so ju opazili skupaj, je Madame de Montespan bila že poročena in imela je 2 otroka iz svojega zakona. In tukaj je zdaj nastala ena velika zadrega. Namreč ni bil velik problem, če se je poročeni kralj zapletel z neporočeno gospo. To je bilo nekako skoraj da pričakovano, je bil del političnega okvirja francoske kraljevine. Če pa se je zgodilo tako imenovano dvojno prešuštvo, kot v tem primeru, ko sta oba bila poročena, tukaj pa je zadrega bila precej velika. In tudi spotika zato toliko večja, tudi strani cerkve. In ravno zato Ludvik ni preveč maral hoditi v Pariz. Pariz je bil zanj nekaj, kjer je bilo polno plemstva, ki jih je sumil, da bodo skuhali še kakšen upor in podobno. No in Madame de Montespan je ne glede na vse skupaj kmalu zasenčila tisto prvo metreso, Louise de la Vallière, in prva, torej Louise de la Vallière, je točno vedela, kakšna usoda jo čaka. No, tukaj je pa tista nekoliko temnejša plat teh veselih Ludvikovih let. Takoj, ko se je Ludvik odločil, da je Madame de Montespan sedaj njegova prvakinja, je uredil, da je njegova prva ljubica bila pospremljena v samostan. In s tem se je pravzaprav njeno zunanje življenje na nek način končalo. Tudi sama je potem ugotovila, da se želi odmakniti od tega sveta. Preko svojih in Ludvikovih otrok je sicer imela povezavo z dvorom, a vendar vidimo, na kakšen način se te usode potem lahko zgodijo. In tudi z markizo Montespan se je čez leta zgodilo nekaj podobnega, ko je izgubila svoje prvenstvo v Ludvikovih očeh. Tole je Ludvik August, vojvoda Maine, ki sem ga omenjal. On je bil najljubši kraljev sin, bil pa je sin s prvo, se pravi z prvo ljubico Louise de la Vallière. On je sam tudi prišel precej visoko v vojski. Ludvik je skrbel za veliko večino svojih otrok, da je bilo za njih poskrbljeno. Marsikdo ali pa večina tudi živijo v dvorcih okoli Versaja ali pa v Versaju samem.
No in Versailles je ključ za razumevanje Ludvikove absolutne oblasti. Na eni strani je to pravi baročni dvorec, ki ima tako ustrezno zunanjo podobo, kot pravo vsebino. Zunanja podoba, vidimo, strogo pravilna, simetrična, najjasno odraža pravilnost, simetričnost, urejenost države. Tako kot je urejena država v smislu zakonov ali pa bolj ritualov in od Boga danih pravil, tako naj bo urejena tudi stavba, ki je sedež kraljevine, pa konec koncev tudi narava v okolici. Versajski park je pravi čudež tega francoskega formalnega parka, kot pravimo temu tipu baročnega parka. Versailles, kot ga vidimo tule, je bilo res, bi rekli danes, kar eno od tedanjih čudes. Sem je Ludvik vabil ambasadorje pomembnih držav, tudi kolonij ali pa predstavnike recimo iz Perzije, iz Benetk, cesarske odposlance, iz Španije, z angleškega dvora. Vsi so prišli k kralju na audienco. Ampak ta audienca ni trajala tako kot danes, kakšen državniški obisk, kot črna limuzina pripelje do predsedniške palače, pride do protokola in potem odpelje. Predsednik je mogoče na obisku dan ali dva ali pa samo eno popoldne. Odposlanci, ki so bili povabljeni v audienco k Ludviku 14., so lahko v Versailles preživeli tudi 2 meseca ali več. S tem so se do dobra pregnetli z versajskim načinom življenja. Ne samo s tem radoživim veselim, pač pa so razumeli in doumeli, zakaj je Ludvik na vrhu, zakaj je on sonce, ki žari okoli sebe in pravzaprav je sonce, s katerega žari vsa modrost, urejenost francoske kraljevine, potrjevanje tistih pravih vertikalnih družbenih zgradb, ki morajo biti. Torej, na čelu je kralj, potem so njegovo najožje plemstvo, dol nižje plemstvo, tisto podeželsko, ki so pravzaprav fevdalni gospodje, potem še nižje meščani in čisto spodaj kmečki stan. To je pravilna urejenost družbe in zato, da je družba tako urejena, mora kralj to izžarevati iz sebe vsak dan. To je njegova naloga. In da se to zares potrjuje, dokazuje Versajski dvorec. Torej, Versajski dvorec je v kamen zapisana, kako bi rekel temu, filozofija ali pa dogma Ludvikove države. Eno z drugim, enega brez drugega ni. Versajski dvorec je nujno treba razumeti skupaj z francosko kraljevino tistega časa. Seveda pa Versailles ni nastal povsem iz nič, čeprav je večinoma bil zgrajen v Ludvikovem času z izjemnimi stroški. Pač pa je tule že njegov oče Ludvik 13. postavil en mali gradič, čist spodoben dvorec med nami, ampak majhen v primerjavi s tistim, kar je potem njegov sin gradil. Torej tole, kar ima tole zlato krono, recimo krog, to je gradič iz časa Ludvika 13. In pozneje, ko je Ludvik 14. želel ta gradič nekoliko predelati, je šel na obisk k svojemu financministru, takratnemu Nikolaju Fouqueju, pa on je bil tudi zadolžen za vojne zadeve, v dvorec ali pa na dvorec Vaux-le-Vicomte. Ta dvorec je bil tedaj že zgrajen in osupli so bili vsi, ki so ga videli. To je bilo še predno je bil zgrajen Versailles, kot ga vidimo danes. Osupnil je tudi kralj. In hočeš nočeš je odvzel večino pooblastil Nikolaju Fouqueju. Enostavno se ni spodobilo, da bi njegov podrejeni imel boljši in lepši dvorec, kot ga je imel sam. Je pa Vaux-le-Vicomte na nek način predstavljal zgled, vsaj v neki teoriji, v neki ideji, tudi za dvorec v Versailles. Če pogledamo tako, na eni strani glavna palača, pa potem stranski objekti, ki so bili, rekel, tehničnega značaja in pred samo palačo kot preproga odprt park z jasnimi formalnimi potezami, z geometrično ureditvijo, tako kot da bi pred seboj gledali perzijsko preprogo, le da je v značilnih zelenih barvah narave. No, in to je pravzaprav ta ideja baročnega francoskega dvorca, kjer se palača
in park, torej narava in arhitektura, se stavita skupaj v eno samo celoto. In na ta način se je potem začelo odvijati tudi v Versailles. Njegov oče, Ludvik XIII., postavi majhen lovski gradič. Versailles je tedaj bila širša okolica Pariza. Divjina, volkovi, divja svinja, divjad nasploh. Lovski gradič, ki ga potem povečajo, že naslednje desetletje, in potem v času Ludvika XIV. Obdajo z takim dekorativnim, bi rekli temu, kanalom. In to je jedro, ki ga Ludvik XIV. Nikoli ne želi podreti. Torej, to jedro, ko je arhitekt Leveau, ki ga je mimogrede Ludvik XIV. Kratko in malo vzel svojemu sedaj že bivšemu financministru, je rekel, da bi bilo treba ta stari gradič, ki je tesen in majhen, podreti in zgraditi novega. Ludvik XIV. Pravi, ne, to je dediščina mojega očeta, če ga boste podrli, ga bom ukazal z istih opek zgraditi na novo, takšnega kot je. Tako da so se potem odločili, da ga bodo ovili. Tukaj notri, tukaj v ozadju je stari dvorec ostal nespremenjen. Dobil pa je envelop, mi bi rekli ovoj. Obdali so ga, obzidali in tukaj na eno in na drugo stran naredili, rekel, simetrično podobo, sedaj novega kompleksa, kjer je na levi strani prostor za kraljeve privatne prostore, na desni pa so prostori za kraljico. Vmes pa je terasa, s katere se vidi na nastajajoči park. Stari dvorec, to je ta del, če si predstavljamo, pa je potem dobil novo fasado, ki deluje bolj monumentalno, nekoliko bolj klasicistično, svečano, pa tudi veličastno. Ne igračkasto, baročno, pač pa umirjeno, slovesno, da ne rečem vladarsko. To je značilnost francoskega baroka, kot se razvija v času Ludvika XIV. A vemo, da to še ni bilo vse. Dvorec so namreč še povečevali. Tukaj imamo eno tako zanimivo sliko ali pa simulacijo. Tukaj so bili kraljevi apartmaji, na tej strani kraljičini. In vemo, da si iz prostora v prostor hodil tako, z enega skozi drugega v naslednjega. To je nekaj, kar poznamo praktično iz vseh baročnih dvorcev Evrope, tudi potem v 18. stoletju. Schönbrunn, recimo, en tak primer. In vsi ti baročni dvorci nastajajo z enim samim zgledom. Želijo vsaj v teoriji doseči slavo in pa veličastje Ludvikovega Versaja. To je ena sočasna slika. Seveda o parkovni ureditvi nekaj več v nadaljevanju. No, potem pa so ta del, če se vrnem semle, to je ta terasa, tale del fasade, je nova fasada, ki je prilepljena, če uporabim ta izraz, na stari dvorec. To teraso so potem zazidali, pozidali, zaprli. In tukaj je nastala potem tista slavna zrcalna dvorana, ki je jedro Versajskega dvorca še danes. Tukaj še en tak schematski pogled. V ta volumen nekdanje terase potem spravijo nov volumen, ga zaprejo z enotno fasado in dobijo prostor za zrcalno dvorano. Potem pa dozidajo še severno in južno krilo in tako dobimo tedaj največji dvorec vsega znanega sveta, z fasado, ki gleda na vrt, dolžine skoraj 700 metrov. V srednji del je poudarjen, simetrično levo in desno sta dve krili. Tukaj pa smo sedaj šli na drugo stran. Ta stran je iz vrta proti dvorcu, to pa je z dvorišča proti centralnemu delu, kjer pa se še vidi stena oziroma stavbno telo dvorca očeta, torej Ludvika XIII. In tule v sredini, prav tule noter, je bila spalnica, na novo urejena spalnica Ludvika XIV. In jasno, ni naključje, ta spalnica je obrnjena točno proti vzhodu. Ko je ušlo sonce, je posijalo v spalnico sončnega kralja. Ludvik XIV. Se je alegorično gledano poistovetil z Apolonom, mitičnim grškim bogom sonca.
To je slovito marmorno dvorišče, še danes pravi dragulj versajske arhitekture, in tukaj v sredini je, kot rečeno, kraljeva spalnica. Tu noter smo zdaj pokukali, takole. Kraljeva spalnica je bila jedro, popek versajske palače, najpomembnejši prostor v palači. Zrcalna dvorana najbolj reprezentativen, zrcalna dvorana leži prav za steno spalnice in to ni naključje, to je vse preštudirano. Namreč, na dvoru je Ludvik XIV. Uveljavil nekaj izjemno pomembnih ritualov vsakodnevnega življenja, ki so govorili o pomenu sončnega vladarja. Namreč, ko je zjutraj se kralj zbudil, so ob njem bili vsi njegovi ministri, vsa vlada, višje plemstvo, nekatere dvorne dame. In temu jutranjemu vstajanju so rekli le grand lever, veliko vstajanje. Sonce je ušlo. Tisto sonce astronomsko, v vsakem primeru, ampak tisto ni pomembno. Pomembno je, da je ušlo sonce Francije. Ludvik XIV. Je vstal in potem, to je bilo natančno določena etiketa in protokol. Tedaj, če ste bili v visokem plemstvu, ste morali imeti dober spomin, da ja niste kakšne napake naredili. Ker ta plemič, ki je bil v 4. kolenu bližji sorodnik kot vi, kralju, je lahko stopil en korak pred vami naprej. In on mu je lahko podal hlačke. Drugi mu je podal srajčko, tretji levo rokavico, četrti desno rokavico, peti ovratnik. Samo za najbližje, najožje je bilo rezervirano, da so mu podali lasuljo. Treba reči, da je Ludvik imel, ko je bil mlad, imel kar veliko las, pa jih je rad imel tako visoko počesane, pol, ki jih je pa zgubljati začel, je pa uvedel lasuljo. Tudi sam je s tem delno zaslužen za popularizacijo te mode. Lasulja, ki je bila zelo visoka, okoli 30 cm. Sam pa je imel čevlje, ki so imele ne samo pete, pač pa tudi platformo spredaj, vse skupaj približno 15 cm visoko. Sicer pa je Ludvik XIV. Bil približno moje velikosti. Zdaj pa, če meni dodate še 30 cm gor, pa 15 dol, je to skoraj pol metra več. To si pa že skoraj košarkaš. In če se še obdaš v ustrezno oblačilo in še kakšno bleščico, potem se sonce sprehaja po Versaju. Veličanstvo je potem zajtrkovalo. Tudi ta obred je bil javn. Veličanstvo zajtrkuje samo za mizo. Vsi ga gledajo. Noben ne je, vsi ga gledajo. On je jajčka, zelenjavo, veliko sadja je jedel, menda je imel porcije krat 2 za običajnega človeka in potem, ko je umrl, so zdravniki 17. stoletja so ena prav posebna kasta. Danes jih nimamo več takih, ker so zgodovinarji pravijo, da zdravnik v 17. stoletju te je verjetno spravil v grob prej kot pa pozdravil. Tako da si imel veliko srečo, če si preživel njihove operacije. Ampak ja, potem, ko so raztelesili kraljevo truplo po njegovi smrti, 1715. so ugotovili, da ima še enkrat daljše črevesje od običajnega človeka in še enkrat večji želodec. In s tem so ugotovili, seveda, zato je pa to jedel. Zdaj. In potem je šel ponovadi na lov, pa državniške zadeve in tako dalje. Če preskočimo malo in se spet srečamo v spalnici zvečer, pozno zvečer, vstajal je okoli 8 zjutraj, spat je hodil okoli 1 ponoč. Sveda, sprejemi, gledališke predstave in tako dalje. Se je vsa zgodba znova ponovila, vsi so prišli v spalnico in jim je podajal posamezne kose svojega oblačila glede na njihovo stopnjo, predvsem glede na rod in glede na službo na dvoru. Vse skrajno podvrženo jasnemu protokolu, etiketi, ki si jo moral znati na izust. Če si bil neroden, te ni bilo več. Mislim, ne da bi te zaprli, ampak izpadil si iz igre. Nisi bil več v panorami, v pogledu kralja, nisi dobil službe, ali si pa zgubil posestvo ali pa nekaj takega. Menda, rekli so tako, če je v zrcalni dvorani Ludvik rekel, tegale vojvode
nekoga pa nič kaj ne vidim na dvoru, ne, je to bilo zelo posebno in zelo slabo znamenje, ne, ker očitno te je počasi spregledal in nisi več med njegovimi ljubljenimi. No, potem v 80-ih, ko Versailles zaživi, začnejo graditi še dodatna krila, to je tako imenovano El du Midi ali pa južno krilo po naše, in pa potem še dve stranski krili, kjer so bili nastanjeni ministri. Tukaj v temle južnem krilu so bile nastanjene, bi rekel, to je bilo bolj žensko krilo, tudi Madame de Montespan je tukaj imela, torej njegova glavna metresa je tukaj imela svoje stanovanje. Vladniki so imeli svoje stanovanje in urade tu, pozneje pa so dodali še en velik objekt, ki so ga pozneje spremenili že v našem času v vojaško bolnico, ampak to je bila tako imenovana Grand Commune, bi rekli upravna zgradba za okoli 1500 članov versajskega osebja. Torej, Versailles ni bil samo dvorec, to je bilo mesto, kjer je bilo ves čas prisotnih okoli 3000 stanovalcev. Če pa so bili večji sprejemi, pa kakšni prazniki, pa je Versailles lahko gostil celo do 10 000 ljudi. Pravo mesto. Mesto v mestu. Vse je hotelo Versailles. Versailles je postal središče. El du Nord, severno krilo, je bilo potem za tehnično osebje, pa družine tega osebja in tako dalje. Skratka, veliko stanovanj in tole je še en tak pogled na celoto. To je pa seveda jedro. In tule, v tem jedru noter, je kraljeva spalnica kot glavni del. Ne? To je pa en sočasen načrt celotne parkovne ureditve. Poglejte, dvorec je tole, sila majhen. Ne? Če računamo, da je tole skoraj 700 metrov, kaj je potem še vse to? To je Versajski park. Tudi za tega je bil zadolžen eden od mož, ki je deloval že na tistem dvorcu v Vaux-le-Vicomte, to je bil vrtnar Le Notre, ki je bil pravi umetnik v parkovnih ureditvah. On je bil tisti, ki je, bi rekel, izbrusil koncept francoskega parka. V sredini tukaj lahko prepoznamo veliki kanal, kjer so se vozili s čolniči. Beneški dož pa je Ludviku 14. poslal nekaj gondol in nekaj pravih beneških veslačev, za katere je potem v okolici Ludvik 14. zgradil pravo vas, kjer so živeli. Imeli svoje gondole, njihova dolžnost je bila ta, da so prevažali visoke goste po velikem kanalu, ki se je veliki kanal imenoval seveda po beneškem velikem kanalu. Družabno življenje ni bil samo ples, ni bil samo banket, tudi pa družabno življenje ni bila samo politična manifestacija, pač pa je bilo oboje skupaj. Jean Poquelin Molière je bil eden od glavnih ustvarjalcev, ki dela na Ludvikovem dvoru, drame piše, predstave dela. In vemo, da je po drugi strani Ludvik 14. tudi sam bil precej nadarjen za performativne umetnosti, za gledališke predstave. Plesal je balet, bil je talentiran glasbenik, igra kitaro. Spozna se na glasbo, vabi k sebi glasbene ustvarjalce. Poleg literatov, kot je Molière, je k njemu prišel tudi skladatelj Lully, ki nam je danes zapustil nekaj pomembnih francoskih baročnih del, tudi oper. V številnih predstavah, naj bodo baletne ali pa operne, Ludvik 14. nastopa sam. Ne sam, torej je bil del igralskega ansambla. In s tem je še bolj jasno pokazal na to, kako se sonce ali pa bog Apolon manifestira skozi njegovo osebo na ta svet. Svet je oder, baročna palača je oder in na tem odru se vrši igra, ki je bolj resnična od samega sveta. Čeprav Shakespeare živi precej pred Ludvikom 14., tudi v njegovem času še kako držijo Shakespearove besede. Ves svet je oder. In to je Ludvik dobro vedel. Ne samo to, oder je ves svet, tako bi morali reči. Ne tisto, kar vidiš v vsakdanjem življenju na pariških ulicah, pač pa to, kar se odvija vsak večer ali pa v praznikih na predstavah, gledaliških predstavah v Versailles,
to je prava podoba sveta. In mesto v centru je rezervirano za sončnega kralja. Roi du Soleil, kot se je sam imenoval. To ni nekaj, kar bi se izmislili v poznejših obdobjih, ampak to je njegov lasten naziv za njega samega. Cela vrsta je prostorov, nekaj jih bomo pogledali v Versaju. Glavna je seveda ta zrcalna dvorana, pravi čudež. Tukaj je bilo na delu več avtorjev. Arhitekt pa je bil znameniti Jules Ardois Mansart, ki je po Levoju postal kraljevi dvorni arhitekt. On je tisti, ki je dvorcu Versailles dal današnjo obliko in je tudi avtor te slovite zrcalne dvorane, katere glavni namen in pomen je ta, da sonce sije v notranjost in se od zrcal odbija ter s tem dodatno razsvetljuje dvorano. To ni samo praktičen, pač pa tudi simbolen vidik, saj s tem soncem znova vidimo, da gre za poustvarjanje sonca boga Apolona in s tem za alegorijo namenjeno samemu kralju. Tudi stotine in stotine sveč na svečnikih so imeli to enako vlogo. In takole nekako je izgledala dvorana ob mraku. Danes so te svetilke seveda električne. Še en nočni posnetek. Ko so se zbirali, je enkrat sredi večera med njih prišel kralj. In tako kot pri ritualu Le Grand Lever, veliko vstajanje, ali pa Le Grand Coucher, veliko odhajanje spat, je tudi pri tem, ko je kralj prišel v zrcalno dvorano, veljala stroga dvorna etiketa. Kdo je lahko prvi se priklonil pred njim? Na kakšen način? Koliko korakov proč ste smeli stati? In zelo je bilo pomembno, koga je med množico kralj sedaj videl, ali vas je pogledal ali ne. Imel je menda zelo dober spomin, se to je za vladarje nujno potrebno, bom rekel, in je točno vedel, če koga ni bilo na kakšnem dogodku. Ga je zanimalo, zakaj ga ni bilo, ali pa je potem izgubil svojo naklonjenost pri kralju. Iz zrcalne dvorane ste potem lahko šli bodisi v kraljičine ali pa v kraljeve prostore. Ko ste šli v kraljeve prostore, ste šli skozi tako imenovani salon vojne s tem reliefom kralja Ludvika na konjskem hrbtu ob vojnem pohodu. Charles Le Brun, še en pomemben francoski umetnik 17. stoletja, je bil Ludvikov dekorater. Vse tisto, kar je svetlečega, bleščečega, poslikanega, pozlačenega, to je Le Brunovo delo. Mansart, Le Brun, pa recimo slikar Rigaud so bili glavni predstavniki tega vzvišenega, sončnega Ludvikovega baroka. In tukaj je še ena pomembna, a ne najpomembnejša soba oziroma dvoranca v Versaju, to je Apolonov salon. To je bila včasih Ludvikova prestolna dvorana. In tukaj je tudi najpomembnejši in tudi najbolj znani portret Ludvika 14., ki ga je naslikal ta portret za svojega vnuka. To bomo potem še zgodbo o tem povedali. Vnuk Filip je leta 1700 bil razglašen povsem enostransko, Ludvik 14. ga je razglasil za španskega kralja Filipa V., kar potem tudi povzroči zelo katastrofalno vojno za Francoze, čeprav so potem kar dobro išli iz te vojne. Gre za vojno za špansko nasledstvo, ki traja 12 let oziroma skoraj 14 let. No, ta portret je sam po sebi eden najpomembnejših baročnih portretov. Ludvika vidimo v značilni noši z nogami, ki jih razgaljene kaže proti gledalcu, z mečem kot kraljevim simbolom, žezlom in krono v ozadju. A ti atributi se zdi, da so nekako v drugi liniji. V prvi liniji je njegovo obličje. Njegov strogi pogled, dober spomin, to, da se je zanimal za vse malenkosti, vse te njegove osebne značilnosti so privedle do tega, da se nič ni moglo zgoditi brez njega. Vse, kar se je dogajalo, za vse je moral vedeti, z vsem je moral biti seznanjen. In v Versaju se zgodi nekaj, kar je še kako pomembno za francoski absolutizem. Namreč, plemstvo kot tako, ki je živelo po posameznih regijah in želelo biti bolj kot ne avtonomno,
je v tistem času želelo biti blizu Ludvika. Kdor je bil blizu, ta je dobil dobre državne službe, tega je kralj dobesedno zasipal s pozornostmi, bogastvi, denarjem. In če te ni bilo tam, te ni bilo na zemljevidu. Zato so vsi najpomembnejši plemiči v njegovem času živeli na dvorcu, v Versaju. To je bilo zelo pomembno. S tem jih je Ludvik imel pri sebi. Tako kot ima sončni kralj, sončni bog Apolon, ki ga vidimo tule, to je slika na stropu prestolne dvorane, Apolonovega salona, imel pod seboj celo zemljo in vse, kar se na zemlji dogaja, tako ima Ludvik 14. pod seboj najpomembnejše predstavnike francoskega plemstva iz vseh provinc, dežel, pokrajin, ki so pred stoletji še bile samostojne, ne vem, Normandija, Provence in tako dalje. Zdaj jih ima tu, odvisni so od njega, hote jih napravi za odvisne, s tem ima nad njimi moč in kontrolo. In s tem pravzaprav se je izognil vsem nevarnostim kakšnega upora. Čeprav se je Ludvik srečal tudi s tem. Še v svoji mladosti, še predno je bil kronan, pride do tako imenovane fronde. To je izraz za upor srednjega plemstva v okolici, torej po provincah, zlasti pa v Parizu, ki želijo osporavati kraljevi moči in oblasti. In ravno potem, ko je ta upor tega plemstva bil sredi 50-ih 17. stoletja uspešno zadolžen, tedaj je prišel Ludvik pred pariški parlament in je zakričal "L'État c'est moi", jaz sem tisti, ki bo določal politiko te države, ne pa posamezni plemiči. In s tem se potem počasi začne proces, ki doživi vrhunec v tem, da plemstvo pritegne k sebi v Versailles. Kot bog Apolon nad zemljo je bog, pa bolje rečeno kralj Ludvik, nad vsemi najpomembnejšimi člani francoskega plemstva. Tukaj v Dianinem salonu najdemo tudi enega od najzanimivejših, najkvalitetnejših portretov v marmorju, katerega avtor je Gian Lorenzo Bernini, ki je v tistem času, ko se gradi Versailles, obiskal Francijo in tudi Ludvika 14. in ga tukaj takole upodobil. Menda je ta, gledano stališča portretnih potez, še najbolj natančno ujete poteze sončnega kralja. To je njegova spalnica, takšna, kot jo vidimo danes, je bila sicer preurejena potem še v času njegovih dveh naslednikov, kajti v Versaju poleg njega živita še Ludvik 15. in Ludvik 16. No in v tem času, torej tik pred francosko revolucijo, je bila spalnica urejena, kot jo vidimo danes. No in tule notri je veličanstvo spalo in se potem zjutraj zbudilo. Enake rituale poznamo tudi pozneje, v času Ludvika 15. Vemo pa, da je on včasih šel bolj zgodaj spat, zato da je dal tisti ritual skozi, da polk so svečko pihnili in zaželeli lahko noč vladarju, da je on potem lahko šel k Madame Pompadour, recimo, Ludvik 15. Ludvik 14. pa k Madame de Montespan nekaj časa, potem pa je spet prišlo do menjave. Salon miru pa je na drugi strani, tam, ker so kraljičine spalnice oziroma prostori, in tole je kraljičina spalnica. Tukaj se je zlasti po tistem, ko se je Ludvik 14. znova poročil in ko je zamenjal, bom rekel, ženo, ko se je poročil z Madame de Maintenon, so se tukaj odvijale najpomembnejše tudi preko diplomatski pogovori glede nasledstva ob poznem Ludvikovem življenju in podobno. Na dvoru je bila Madame de Maintenon prisotna že kar nekaj časa. Poznali so jo že prej, Ludvik 14. jo je poznal že dolgo časa, saj je zanimivo bila vzgojiteljica njegovih nezakonskih otrok, tistih, ki jih je imel svojo uradno metreso Madame de Montespan. Madame de Maintenon je bila precej bolj zadržana in bolj, ko se je Ludvik staral, bom rekel, ne staral, zorel, bolj je želel ob sebi imeti sogovornico, ki bi mu, bi rekli, odpirala tudi duhovne in intelektualne širine, in tega je Madame de Maintenon gotovo bila sposobna. Mlajša Montespan je počasi ugotovila, da izgublja moč nad kraljem, da je kralj ne porajta več toliko kot včasih.
in da je vedno več časa preživljal s tole gospo, markizo Maintenon, ki je bila 3 leta starejša od Ludvika, zrela dama, z intelektualno širino, res da je bila precej versko gorečna in to je začelo vplivati tudi na samega vedno zrelejšega vladarja. Počasi je Madame de Montespan šla iz odra, se je mogla umakniti, iz enega stanovanja jo je preselil nadstropje višje, ker je bilo že tako. Ne? In enkrat sta se srečali ti dve, ne? In ona je šla po stopnicah gor, Madame de Montespan je šla dol in Madame de Maintenon je menda dejala: vi, draga madam, se spuščate med tem, ko se jaz dvigam po stopnišču. Zdaj je taka zelo povedna, bi rekel, reakcija, ne, ali pa, če je to res se zgodilo, ne, njen poveden stavek. Kakorkoli že, zgodilo se je, da je njegova žena, torej Marija Terezija, ne, španska, ki jo je spoštoval, bil z njo vljuden kralj. Ne. V družabnem smislu je bil drugje, ampak v protokolarnem smislu je za ženo, bi rekli temu, skrbel. Čeprav ga ni kaj privlačila, ne telesna, ne duhovno, se nista bila pretirano blizu. No in potem, ko je 1683. umrla, je kralj Ludvik XIV. Začel živeti z Madame de Maintenon, s katero se je že prej redno srečeval, 2 uri na dan gotovo preživel v njenem stanovanju, ob pogovorih in tako dalje. In potem so vsi govorili, kako to, kaj sedaj. In ugotavljali so, da jo tudi ob javnih dogodkih vedno pripelje k sebi, skratka, da je tudi v javnosti da takšno pozicijo, kot jo ima kraljica. Nihče ni vedel, nikoli ni bilo to dokončno razjasneno, ampak vemo, da se je kralj poročil še enkrat z Madame de Maintenon, ki je bila potem njegova spremljevalka kar dolgo časa, do leta 1715, torej do kraljeve smrti, 40 let praktično. No in ona kot njegova, 30, dobrih 30, njegova spremljevalka, menda je ta poroka bila skrivna. Tudi ona je bila že ovdovela, bila sta oba v zrelih letih, ampak seveda kakšne papeške dispenze ali kaj podobnega ni bilo zaračunati, da bi jo lahko dobil, tako da je poroka menda potekala na skrivnem, v eni manjši kapeli v Versaillesu z samo nekaj pričami in z duhovnikom. Kajti tista prava kapela, ta veličastna baročna kapela je tedaj bila še v izgradnji. Madame de Maintenon, če se še nekoliko zadržimo pri njej, je seveda dobro poznala Ludvika, od mladosti gor, vse njegove grehe, pregrehe, dobre in slabe strani. Ob svoji verski gorečnosti pa ga je počasi začela prepričevati, hote ali ne hote, da se kralj začne spraševati o svojem preveč razozdanem, veselem življenju, o plesih, banketih in tako dalje. In počasi se začne spreminjati. Počasi mu to ni bilo, te zunanje stvari mu niso več veliko pomenile. In to je imelo posledico tudi v notranji politiki v Franciji. Kajti počasi se začenja kraljeva politika obračati proti protestantom, ki so v Franciji sedaj že skoraj 100 let imeli versko svobodo. In zgodilo se je verjetno tudi pod vplivom ali pa zaradi vpliva njegove sedaj nove žene, s katero se je skrivaj poročil, da je preklical Nanski tolerančni edikt. Protestanti kar naenkrat niso bili več zaželeni. Če si bil protestant, nisi dobil službe. So te vprašali, katere vere si rekel, da si kalvinec ali pa reformiranec in nisi imel nobene možnosti. Zelo težko je bilo dobiti recimo v mestih, protestanti so bili večinoma v mestih, trgovci, obrtniki, da so tam recimo iskali to nižje plemstvo, meščansko plemstvo živeče v mestih, iščejo recimo varuške, hišne pomočnice in tako dalje. In te so večinoma izhajali iz protestantskih družin, kar pa ni bilo več sprejemljivo. Zareže se med katolištvom in protestantizmom in protestanti so se začeli množično izseljevati iz Francije. To je bila gotovo ena od večjih Ludvikovih napak, saj so marsikje drugje, recimo na Angleškem,
sploh pa v Nemčiji, recimo v Prusiji, v Berlinu, so z odprtimi rokami sprejemali bogate protestantske družine, meščane, trgovce, obrtnike, finančnike z dobrimi zvezami. Tukaj je Francija gotovo precej izgubila zaradi Ludvikovega preklica, tolerančnega edikta. Edini, ki je tako rekoč aplaudiral, Francozi niso bili tako za to, ampak aplaudiral je pa gotovo papež, ker je rekel, da je Ludvik sedaj končno pokazal, kdo je pravi vladar, da je pravi vladar katoliški kralj. Tole je potem veličastna kraljeva kapela, ki postane, bi rekli, ključno Ludvikovo svetišče. Ta kapela se seveda rahlo zgleduje po srednjeveški Saint-Chapelle v Parizu, ki je bila dvorna kapela recimo Ludvika IX. Svetega iz 13. stoletja, ki je sem prinesel domnevne ostanke Kristusove trnove krone in zato potem zgradijo Saint-Chapelle. In ideja te svetlobe, tega veličastja, kot je bila udejanjena v srednjem veku, to so želeli nekako v skladu z novim časom, z novo govorico arhitekture, poustvariti tudi v novi Versajski kapeli, ki je bila zadnji projekt znotraj Versajskega dvorca za časa Ludvikovega življenja. Tole je obok, že tukaj se lahko lepo vidijo ti resni, skoraj klasicistično oblikovani stebri. To ni več igračkasti barok, to je resnost, skoraj teža. Opera, ki jo Versaj dobi šele pozneje, je ostala samo v skicah, zgradijo potem šele njegov naslednik Ludvik XV. Še nekaj fotografij parka, tole je Le Grand Canal, tukaj so potem plule gondole, in pa seveda parkovne površine. Tako kot smo pri Vaux-le-Vicomte rekli, se tudi tule lahko lepo vidi, kako se v takih skrajni, geometrični mreži vse skupaj širi na 3 glavne strani, levo in desno in jasno pred sam dvorec. Tole je spet kvadriga, božanstva, ki se tukaj dviga ven iz vode in jasno gleda proti vrtni fasadi dvorca. In še ena stranska parkovna ureditev, vse skupaj ima natančno zračunane kote pogleda, kralj se je zelo rad sprehajal po vrtu, ampak zdaj pa pazite, tukaj je veliko vode. Danes je menda enih 300 vodnjakov, različnih fontan v parku še ohranjenih, kajti originalno jih je bilo več kot 1000. In tukaj se je za projektante postavljala precej velika ovira, kje dobiti dovolj vode. Nikoli je ni bilo dovolj, pa so gradili cisterne, so imeli v mislih akvedukt, ki bi vodo pripeljal od močnih izvirov, ampak nikoli ni bilo dovolj vode. Zato nikoli ni bilo možno, da bi vsi vodnjaki, vsi vodometi delali naenkrat. In kaj so naredili? Ko je šel kralj na sprehod, so bili pomočniki skriti v grmovju, so ga videli, je zažvižgal, so odprli vodo, da je špricalo iz tistega vodnjaka, mimo katerega je kralj šel. Ko je zginil za živo mejo, so zaprli pipo in so jo odprli tam, kodar bo šel potem. Na ta način so mogli zadevo rešiti. Poseidon. No, tole pa potem zdaj še nekaj okoli njegovih otrok, to je njegov veliki prestolonaslednik, ki je sicer živel v senci očeta, vendarle so vsi vedeli, da bo on nekoč kralj, da bo on nekoč vladar. Tukaj je naslikan za svojo družino in svojimi 3 fanti, ko so bili tukaj še majhni, 3 sinove sta imela, a potem se je zgodilo, da je veliki Dauphin, to se pravi veliki prestolonaslednik, na hitro umrl in takoj potem zato zapustil za seboj 3 sinove, ki pa so imeli kaj zanimive usode. Najstarejši je bil prav tako po imenu Ludvik, to je bil zdaj že vnuk Ludvika XIV., ki je imel naziv vojvoda burgundski. Tudi on je imel družino, je imel otroke. Tudi ta srednji sin je bil Filip, vojvoda Anžou. On je bil tisti, ki je zaradi seveda družinskih povezav, ki jih ima
Bourboni z Španci, ne, to se pravi tako žena Ludvika XIII. Kot žena Ludvika XIV. Obe prihajata iz španskega dvora. Potem, ko je španski kralj Filip IV. Umrl, se je pojavilo vprašanje nasledstva. In Francozi so takoj želeli stopiti na to mesto in leta 1700 je Ludvik XIV. Svojega sina, ki je tule na tem srednjem portretu sicer prikazan že v zrelih letih, imenoval za španskega vladarja, kar potem povzroči špansko nasledstveno vojno, kajti velesile se s tem potencialnim združenjem dveh kraljestev nikakor niso mogle strinjati. Do tega nikoli ni prišlo, nevarnost je pa bila. Tretji sin je bil vojvoda Berry, tudi ta je umrl zelo mlad, tale dva sta bila oba stara 30 let, nekako. On je umrl v nesreči pri lovu, menda je še enkrat lovit. Lov je bila glavna zadolžitev za proste urice za visoko plemstvo, menda je konj se uspel na zadnje noge, je padel dol, konj se je prekucnil, ga udaril z sedlom tako močno po glavi, da je eden od spremstva to videl in potem rekel njegovemu sinu, češ, pa tudi kralju Ludviku XIV., da pa tole verjetno zanj ne bo v redu, ker to ga je pa tako udaril, da ne bi nihče tega preživel. Ampak naslednji dan je bilo z njim vse v redu in so rekli, udarec ni bil prehud, to je prava kraljevska kri, tukaj ni nobenega dvoma. Potem pa se je začelo. Začel je, pravijo viri, krvavo bruhati in se zgrudil mrtev. Seveda je bila poškodba možganov prehuda. No, usoda srednjega je bila še najbolj srečna. On je šel v Španijo in nadaljuje ali pa prenese francosko-bourbonsko kri sedaj na španski prestol, kjer vztraja vse do danes, teoretično, ali pa do 19. stoletja, to je bil potem Filip V. španski, ki se je, ko je sprejel špansko krono, moral odpovedati francoski dediščini. To so pa vseeno diplomati dosegli. Vojvoda burgundski pa tako po smrti očeta teh treh fantov postane kot najstarejši, sedaj prestolonaslednik. Kako hitro se je vse spremenilo. Pred nekaj meseci je Ludvik XIV., ki je bil sicer star že 70 let, recimo, imel najstarejšega sina, ki je bil živ, in ta najstarejši sin je imel 3 fante, najstarejši med njimi je tudi že imel moške potomce. Pa ni bilo bolj zdrave plemiške ali pa kraljeve družine na svetu, bi lahko rekel. Potem pa so v manj kot enem letu so umrli njegov Ludvikov sin, potem Ludvikov vnuk, oba, in potem še tudi kralj sam, v leta 1715. Kar naenkrat je po smrti Ludvikovega najstarejšega sina, se pravi velikega prestolonaslednika, ostal samo eden od njegovih vnukov. Še ta je že imel družino, a je potem umrl za ošpicami. Ošpice so razsajale, cepiva ni bilo, zdravil ni bilo, antibiotikov ni bilo. Čim ste zboleli, kot rečeno, zdravniki 17. stoletja, takoj so vam začeli puščati kri, da se boste prečistili. Pa, če ste bili že bolni, pa so vam pa še pol litra krvi spustili, kje? Se komi preživel, Pa dali so vam sredstva za bljuvanje, češ da se boste spet prečistili in tako dalje. Same take stvari, da ste mogli biti res korenina, da ste preživeli te terapije. No, ošpice. Najprej je zbolela njegova žena, potem se od nje ošpic naleze tudi sam. No, tukaj, če se vrnemo še na kratko k ta srednjemu sinu, po smrti španskega kralja Filipa IV. Je Ludvik XIV. Tule v Versailles pokazal svojega srednjega sina in je rekel, pred vami stoji Filip V. S tem ga je razglasil. To ni bilo nobenih pogajanj, to je bilo čisto enostransko. So Francozi stopili na španska tla in seveda s tem izvali jezo zlasti pri Angležih. No in takole se potem kaže zemljevid okoli 1700, Španija na eni, Francija na drugi strani, grozeča združitev, unija, do katere seveda ni prišlo, in spet cesarstvo, precej razdrobljeno že, na manjše državice, pa angleška krona onkraj. In tukaj se moramo zdaj še malo posvetiti, proti koncu smo, še potem nasledstvu. Tole je
vnuk Ludvika 14., vojvoda burgundski, sin velikega prestolonaslednika, in Marija Adelaida Savojska prihaja iz jugovzhodnega dela današnje Francije, iz Savoje. Ona dva sta bila sedaj praktično, ko je ta najstarejši Ludvikov sin umrl, edina nosilca prihodnosti. Zdaj je Ludvika 14. lahko začelo rahlo skrbeti, kaj bo z njegovim nasledstvom. On je vnuk Ludvika 14. in ta dva sta hkrati tudi starša Ludvika 15. Pravnuka Ludvika 14., ki bo nasledil francosko krono. No in tule se moram za hip ustaviti in moram prebrati nekaj, en zelo zanimiv citat. Namreč ohranjen je v obliki zapiska, ko je bil Ludvik 14. že na smrtni postelji. Ludvik 14. je bil sicer zelo zdrav, preživel je marsikaj, imel je tudi zlato žilo ali pa hemeroide, težave spodaj pod ekvatorjem, ki so jih potem rešili njegovi kirurgi, brez anestezije, vse v živo. Menda je na tej operaciji Ludvik samo ne dvakrat rekel, o moj Bog, in je preživel. Še isti dan po operaciji je imel že sejo vladnega kabineta. Čeprav vidno utrujen, bel v obraz, ves premočen, seveda šok je bil popoln za njegovo telo, pa je sejo vendarle speljal do konca. Bil je in takrat so potem vsi rekli, to pa je. Njegova telesna konstitucija in umske sposobnosti, spomin, intelekt, pa to, da zna v socialnem smislu kontrolirati vso to kolobocijo Versaja, vseh teh nekaj tisoč ljudi, je moral imeti ta dar. Čeprav je oseba kralja sama po sebi bila, bi rekli temu, nedotakljiva. Simbolni pomen kralja v njegovem času je bil še dovolj močan, da revolucija v njegovem času še ni bila mogoča. No in potem, kaj se zgodi, vnetje tkiva, gangrena, to je bil tudi vzrok smrti za Ludvika 14. In potem, ko je že ležal na smrtni postelji, je poslal po svojega pravnuka, ki je bil tedaj očarljiv fantek, prav tako star 5 let, na nek način se ponavlja tisto, kar se je zgodilo pred leti, in pravi, da sta se tedaj zadnjič zagledala drugemu v oči. Odhajajoči Ludvik 14. in pa prihajajoči, sicer samo šele 5-letni, pa vendarle že skoraj Ludvik 15. Minjon, mu pravi, to pomeni mali moj, ali pa moj malček, moj ljubček, minjonček, je rekel, vi boste velik kralj, nikar me ne posnemajte v mojem nagnjenju do gradenj ali v moji ljubezni do bojevanja, nasprotno. Poskušajte živeti v miru sosedi. Njegove izkušnje, španska nasledstvena vojna, 9-letna vojna z Nizozemsko in z Angleži in tako dalje, so bile kar trpke, tudi v finančnem smislu za blagajno Francije. Imejte v mislih svojo dolžnost in obveznosti do Boga. Poskrbite, da ga bodo vaši podložniki častili. Poslušajte dobre nasvete in se jih držite. Poskušajte olajšati usodo svojih ljudstev, česar jaz na nesrečo nisem nikoli zmogel. To je zelo zanimivo, priznanje. Na začetku sem dejal, da se za nižje sloje Ludvik pač nikoli ni zares zanimal. Moj dragi otrok, dajem vam iz vsega srca svoj blagoslov. In odslej so pa tudi vsi, ki so bili v spalnici, videli, da pravzaprav ne nagovarja več pravnuka, pač pa bodočega kralja. In mu je povedal, takrat, ko sem bil jaz kralj, je bilo tako. Ko boste vi odrasli, bo drugače. To je bilo pač njegovo poslednje, bi rekel, slovo in pa besede, zelo pomembne za nadaljevanje. In pozneje, ko je Ludvik 14. umrl, so fantku rekli, ja, zdaj ste pa vi Ludvik 15. nekaj podobnega. Ludvik 15. je bil pa tako zelo čustven in je kar zajokal, je rekel, joj, ne pravite mi tega, preveč je hudo. Skratka, tukaj vidimo zgoraj vnuka Ludvika 14., Ludvika vojvoda burgundskega in njegovega sina, pravnuka Ludvika 14., ki je postal Ludvik 15. No, za konec ni bil
Ludvik XIV samo graditelj Versaja in te države, pač pa pospeševalec mnogoterih koristnih ukrepov in reform po državi. Reformira javno upravo, administracijo, koncipirajo provincijske oblasti, neke vrste upravne enote, uvede hitro komunikacijo med centrom, Versajem, in temi provincijskimi centri, neke vrste pošto, državno pošto seveda uvede. Poenoti davčni sistem, davek na promet, na finance, na zemljo, na posest. To so bili njegovi ukrepi. Je pa tudi ustanovnik Akademije znanosti. Leta 1666 je bila akademija ustanovljena, tale slika nastane samo leto pozneje, ko njegov zvesti Colbert, tule v centru ga vidimo, Ludviku XIV, ki mimogrede edini sedi na tej sliki, predstavlja cvetober francoskih znanstvenikov. Kraljeva akademija znanosti, zelo zanimivo, je skrbela tudi za francoski jezik, ki je postajal tudi orodje v rokah absolutnega vladarja. Saj z jezikom poenotiš celotno upravo. Zdaj, tisti, nek jezik, ki ga govorijo v Provansi, ni razumljiv tistemu, ki živi v Alzaciji, ali pa onomu v Normandiji, ali pa tistemu v Akvitaniji. V času Ludvika XIV. Francoščina postaja univerzalni jezik. Še več, pravzaprav jo Ludvik povzdigne v modni jezik vse evropske elite, lingua franca, se vemo, jezik diplomacije. Je pa to tudi orodje za poenotenje države. Akademija skrbi za jezik. Izdajajo slovarje, slovnična pravila in tako dalje. In mimogrede, francoščina, čeprav izjemno plemeniti jezik, ki se gotovo razvija, je pa na nek način še danes precej konzervativna, kajti pravopis, ki ga imajo danes Francozi, ta zadnji veliki rokopis, je Kraljeva akademija izdala daljnega 1835. leta in še danes velja. Tako da tukaj vidimo, kako globoko lahko to korenino potegnemo. Ludvik je vzpodbujal tudi naravoslovne znanosti, pomorstvo, gradno ladij, Colbert je vzpostavil mornarico in tukaj vidimo samo en detajl, kanal du Midi, pa kanal de Garonne, s tem je povezal reko Garonne in pa Sredozemsko morje s kanalom, kanal du Midi, južni kanal, takole v tele smeri severozahod, jugovzhod, povezuje Sredozemsko morje in Atlantik. In to je projekt, ki nastaja v času Ludvika XIV. Colbert pa je bil njegov, duhovni vodja in glavni minister. Ko so mogli velike višinske spremembe oziroma višinske razlike premagovati z zapornicami in tako dalje. Ta je ploven še danes, kot turistična znamenitost, seveda. Ko je Ludvik leta 1715 umrl, je umrl v precej težkem času za Francijo. Francija je, bi lahko rekli, doživela boljše čase, kot pa so bili v zadnjih letih Ludvikovega življenja. Dežela je bila precej izčrpana zaradi vojne in šele poznejša generacija bo to nekako revitalizirala in spravila v nov pogon in Francija bo spet postala veličastna. Težka situacija pa je bila tudi zaradi, danes se tako to veliko govori o tem, podnebnih sprememb, saj je Evropa v drugi polovici 17. stoletja padla, kot pravijo zgodovinarji danes, v malo ledeno dobo. In so rekli v Versaju leta 1712, 3 leta pred Ludvikovo smrtjo, steklenica žganja vam je na kaminu začela zmrzavati. Žganje težko zmrzne, še teže, če ga daš na kamin. Tako da ta primera je gotovo malo pretirana, pa res je bilo težko ogreti te prostore v Versaju. Tudi sicer so bile reke zamrznjene, pa je bila točno leta 1712 huda zima, potem pa zgodaj, od juga februarja, malo se je začela nakazovati pomlad, potem pa še ena pozeba in vse, kar je bilo sadja, vse je pomrzano. In to je v tisti ruralni družbi tistega časa pomenilo zelo hud udarec. Tako da to so bila precej težka leta, pa še vojne opustošenja in tako dalje. In zato verjetno tudi ta oporoka
ki jo ustno, ki so jo potem zapisali, ki jo Ludvik XIV da svojemu 5-letnemu pravnuku, tako veliko pomeni. Mir s sosedi, mir z Bogom, pa gledajte na svoje podanike. To je bila njegova zapuščina, ki jo je želel dati. Sicer pa sončni kralj, ki se je ob koncu svojega življenja spustil na zemljo, pomeni gotovo v tistem glavnem obdobju eno od najzanimivejših in tudi najuspešnejših obdobij za francosko kraljevino, ko je kralj bil garant za življenje, za veselje, za ekonomijo, za vojne zmage in podobno. In tukaj pri najbolj slavnem portretu Ludvika XIV bom za danes večer postavil piko. Hvala lepa za vašo pozornost. Ha, ha.